Hvala lepa. Torej, jaz gostujem kot zgodovinar pri literarnih zgodovinarjih s temi svojimi elektronskimi izdajami. To je, kot rečeno, tretja in najskromnejša, kajti tokrat je predstavljenih samo 51 zapisov, 51 slovenskih dokumentov in ti so, glede na prejšnje dve objavi, mlajšega nastanka. Torej, časovni okvir je od 1671, ko je nastala sploh prva znana oporoka v slovenščini, daleč najdaljša, zelo pomembna. Tudi njena avtorica je zapisala oporoko sama in je po družbenem položaju najvišje, to je baronica Kacjanar. Potem pa imamo vedno torej trend zapisovalcev oziroma oporočiteljev, ki gre od višjega družbenega stanu k nižjemu, torej tja do leta 1850, ko je nastala zadnja oporoka. Skupaj jih je 42 doslej znanih in pa v monografiji potem še 9 priseg, ki se nanašajo na neko oporočno dejanje. Zakaj oporoke tako pozno, zakaj jih je tako malo? Torej, če vemo, da je vseh slovenskih uradovalnih dokumentov tja do srede 19. stoletja nastalo kakšnih 500 in da je od tega 400 oporok, če izvzamemo seveda razne dvojezične prevode razglasov in podobno, pa tudi ti so mlajši od Marije Terezije dalje, potem se zdi ta bera skromna in zdi se seveda pozna. Zakaj tako pozno? Torej, v glavnem so oporoke zapisovali pismeni ljudje v uradovalnem jeziku svojega časa in pri oporokah ni bilo tako kot pri prisegah pomembno, da so zvesta odslikava govorjenega, torej ne gre za neko sakralno besedilo, zato so jih praviloma sproti prevedli, bodi si v latinščino, bodi si v italijanščino ali pri nas predvsem v nemščino. Torej, za prevajanje vemo vsaj od konca 15. stoletja dalje, ko je bilo tu in tam pri kakšni oporoki rečeno, prevedena iz slovenskega ali iz slovanskega jezika. Prvi primerki, torej najzgodnejši iz 17. in 18. stoletja, teh je vseh skupaj samo 6, so v glavnem delo oporočiteljev samih in to ljudi višjega stanu. Zakaj so ti ljudje, ki so vendarle obvladali tudi, da tako rečemo, tuj jezik, v katerem so bili opismenjeni, posegli po slovenščini, je od primera do primera zanimivo. Najprej Kacjanarjeva, baronica, ki leta 1671 napiše oporoko v Ljubljani. Ta ženska je bila doma iz Bele krajine, iz priseljene hrvaške rodbine in njena oporoka je neka zmes belokranščine, hrvaščine in slovenščine, torej zlasti leksika je slovenska, ker je večino časa preživela v Ljubljani in na Gorenjskem. Bela krajina je bila pa sicer pod močnim vplivom hrvaškega pismenstva z druge strani Kolpe, zato ni nenavadno, da je tam nastalo zelo veliko slovenskih dokumentov različnih zvrsti in tako tudi naša Kacjanarica pravzaprav prinese to tradicijo v osrednji slovenski prostor od tam in je seveda neka posebnost, kajti med 4000 ohranjenimi oporokami deželnega sodišča v Ljubljani so samo 3 slovenske. Njena, potem nekoliko mlajša oporoka duhovnika Červiča iz leta 1685 in oporoka plemkinje iz srede 19. stoletja, ki je pa pravzaprav bila ta plemkinja kmečkega rodu, oporoko so pa zapisali preprosti ljudje na njeni smrtni postelji. Vse ostalo je nemško, latinsko, italijansko. Torej, druga oporoka po nastanku je iz leta 1685, napisal jo je cerkniški župnik Gregor Crvič ali Červič, ki je seveda zelo dobro obvladal nemško, latinsko, italijansko in tako dalje. Zakaj potem oporoka slovenska? Torej, Červič je iz kroga pišočih ljudi na Notranjskem, ki ga torej poznamo predvsem po 2 avtoricah zasebne korespondence, to sta mati in hči, Koraduci Marenci, in Červič je v tej korespondenci ena ključnih osebnosti. Vemo tudi, da si je dopisoval slovensko, poznamo na njegovo pismo in Koraducijeva in Marencijeva sta njegovi dedini. Torej, hotel je verjetno zato, da bi dedini natančno razumeli oporoko, ker sta očitno slabo obvladali italijansko in nemško, hotel jima je približati torej, dobesedno to, kar je zadnjo voljo določil v njunem jeziku. Potem tretja oporoka je pa spet iz slovenskega obrobja, iz središča ob Dravi, ki je v bistvu kajkavska in edina, ki jo je napisal človek tržanskega rodu. Nimamo nobene meščanske oporoke in ta je edina
Tržanska iz leta 1713, zelo malo je v njej prleških, torej srediških elementov, v glavnem gre za priučeno kajkovščino, spet ne vemo, ali je avtor oporoko zapisal sam ali je napisana po nareku. Šele od konca 18. stoletja dalje se potem število oporok močno poveča. Eden prvih piscev, avtorjev, torej je učitelj, šolmošter, ki je seveda prav tako dobro obvladal nemško, slovenščino se je moral truditi. Zakaj je napisal slovensko oporoko? Zopet verjetno zato, da bi obe priči, ki sta se podpisali in sta bili nepismeni, podpisali sta se s križcem, oporoko natančno razumeli. Od konca 18. stoletja dalje potem je oporok 36, torej če vzamemo celoto, zanimivo, da jih je največ štajerskega od 42 kar 22, potem 11 kranjskega in da je zelo dobro zastopana tudi primorska, predvsem slovenska Istra, skupaj s Trstom in Gorico je z tega območja 9 oporok. Kdo so pisci in zakaj so oporoke sploh nastale v slovenščini? En razlog je ta, da so bili k oporoki povabljeni ljudje, ki so sicer znali za silo pisati, niso pa obvladali nemščine. Drugi razlog je pa v tem, da so verjetno oporočitelji želeli, da bi njihovi svojci natančno razumeli njihove besede. Oporoke so po obliki, vsebini, po jeziku silno raznolike, tudi po dolžini, torej v enih je več dedovanskih navad, v drugih medosebnih odnosov, v tretjih govor skoraj samo o predmetih. Skratka, vedno bolj pa sledimo trendu, da oporoke zapisujejo preprosti ljudje. Medtem ko v prvi četrtini 19. stoletja zasledimo med zapisovalci razne rihtarje, nadrihtarje, gospoščinske uradnike, učitelje, mežnarje, organiste, je potem v drugi četrtini 19. stoletja štafetna palica prešla, lahko rečemo, med navadne ljudi, torej pišoče ljudi. Zakaj pravzaprav oporoke v prvi polovici 19. stoletja, ko se je tako malo v rodovalni sferi pisalo slovensko, postanejo tako številčne? To je pa seveda povezano s splošno šolsko obveznostjo Marije Terezije, torej vzgojena je bila zdaj prva generacija opismenjenih ljudi in namesto gospoščinskih uradnikov so začeli preprosti ljudje vabiti k oporočnemu dejanju pač svoje bližnje sosede, znance, skratka ljudi, ki so bili vešči peresa, nekateri so, vidi se, bolje obvladali nemško kot slovensko, pa so vendar na željo svojcev ali na željo umirajočega oporoko napisali slovensko. Torej, kakšna je spovedna vrednost? Jaz mislim za zgodovinarja pravzaprav to, o čemer sem govoril, da smo veseli pač, da so tudi oporoke, ki so tako malo znana zvrst, pa vendarle v zadnjih 20 letih torej se je skazalo, da jih je bistveno več, kot smo mislili. Mislim pa, da za jezikoslovca, predvsem, ker gre torej za zelo različna narečja, torej tu najdemo številne narečne prvine, od tistih pač, ki so jih prinesli zapisovalci s seboj, pa do tistih dejansko, ki so iz ust oporočiteljev. Mislim pa, da je še posebna vrednost za etnologe, kajti iz prve roke, torej brez posredovanja tujega jezika, se bodo lahko seznanili z raznimi dedovanskimi običaji, potem meddružinskimi odnosi in tako dalje.